pustili lep plac, ker nam je bil res všeč. Zakaj smo šli naprej? Ker imaš nov jutr, je naročena pri veterinarju, ker rab cepljenja. Čeprav lani je bila cepljena za steklino in kužne bolezni v Španiji in tam imajo tako zakonodajo, da je veljalo zdaj to cepljenje samo 1 leto. Če je bila v Sloveniji cepljena tretjič, bi veljalo lani, pa če je bila v Sloveniji cepljena, bi veljalo 3 leta. Tako da mislim, da Grčija ima pa isto zakonodajo kot Slovenija, tako da zdaj bomo cepili in upava, da bo pol 3 leta mil. Gremo pa danes naprej, zato ker je v bližini tega veterinarja nek grški teater. Pa sva rekla, da boš, da gremo danes naprej, pa si ga v miru ogledava. Potem prespiva nekje tam v bližini in gremo jutri k veterinarju, pa naprej proti jugu. Zdaj sva hodila v tisti teater, ki sva prej govorila, ampak nažalost ne morva, naju niso spustili noter, ker nisva cepljena. Sicer sva lahko v Atenah in že prej povsod lahko šla, sploh zunaj, ker pač so to zunanji templi logično, oziroma to je teater. Ampak ja, pač ne bova videla pomembno zgodovinskih stvari, pa se kaj novega naučila. Mi trije smo na poti k veterinarju, gremo kar peš tja. Šnof še ne ve, kaj jo čaka. Zaenkrat še uživa. Ja. Jo je pa sicer zelo strah veterinarjev, tako da jaz sem kar živčna. Kaj bo spet zganjala. Upava, da bodo dobri, prijazni veterinarji. Ja, upajmo. Cepljenje je zrihtano, morava pa priznati, da je bila tole kar prava grška izkušnja. Že itak smo bili naročeni 15:03, pa smo bili na vrsti pol ure kasneje, pa vmes ona sestra parkrat nas videla, pa je pomahala, ja, sej bo, ampak ja, lepo po grško, počasi. Tudi noter sploh niso vedela, kdo je zdravnik, kdo je sestra, tam so eni še brez oblek zdravniških naokrog bili. Niso vedela, so pacienti, mislim, stranke ali so tudi od veterine, tako da je zelo zmedeno je bilo vse skupaj, ampak je pa zrihtano. 5 ljudi je vmes noter prišlo v ambulanto, no, kao med našim pregledom. So ji pa tudi vzeli kri, zato ker bova rabila, ko bomo šli čez neevropske države, nazaj proti Sloveniji, ker nazaj ob vstopu v Evropsko unijo rab test titracije proti teles za steklino. Tako da so ji danes to vzeli, traja 1 mesec, da dobi rezultate. To bojo potem poslali na mail, potem bova pa mogla v nek državni laboratorij oziroma državno kliniko veterinarsko, da bojo dali štempelj v njen pasuš, ker to pri tem veterinarju ne morejo. Tako da ja, no, v bistvu je nama še bolj, zato ker se nam ne bo treba vračati nazaj v to mesto, ampak bomo šli naprej in potem šli v neko mesto bližnje, ko bojo prišli rezultati. Ja. Raba je pa tako, kaj rekla, recimo že za Albanijo rabiš, pa za Srbijo, pa v bistvu kar je pa zelo dobro tega, da ko to enkrat narediš, ima pol celo življenje tam noter v pasušu, velja za zmeri, dokler se
dokler se vzdržujejo cepljenja za steklino, velja tudi ta test. Ja. Da bo za zmeri mir. Bo končno to upravljeno, ja. Ne. Danes ima Rok rojstni dan. Tle se mu že dela dober zajtrk. Kako se pa počutiš kot starejši človek? Starega. 27 je že kar zavidljiva starost. A boš kmalu mogel očala nositi? Ja, palčko. Že gledam, že izbiram, kjer model bom vzel. In kako je že drugo praznovanje v kemperju? To pa moram priznati, da je kar fajn. Ja. Lepo se zbudiš na lepem placu, nobenih večjih, hujših obveznosti, tako da je kar v redu. Na take rojstne dni bi se lahko navadil. Dobro, da smo včeraj na istem mestu prespala, ker so naj od veterinarja spet klicali, da so oni v bistvu pozabili pobrati podatke v ČNOF, se pravi vse o cepljenju, številko čipa, lastnika, vse so v bistvu pozabili, kar pa rabijo za izvid, za napisati, tako da so mogli iti nazaj k veterinarju, da so pokazala zdaj njen pasuš, da so oni vse to ven prepisali, tako da res še dobro, da se nismo mi odpeljali naprej 50 km. Gremo pa zdaj naprej proti jugu tega polotoka, na še en manjši polotoček, ki se imenuje Metana. V bistvu je cel ta polotok vulkan, tako da bomo verjetno šli tudi tam malo hoditi v naslednjih dneh. Pa naj bi bil lep, no, bomo videli. Danes še cel dan po malem praznujeva. Predjed sva jedla že popoldne, sva jedla bruskete s paradižnikom pa feto. Zdaj sva si pa naredila večerjo, še ena grška jed, to so pa široki rezanci s škampi pa grškim jogurtom, pa v bistvu česnova omaka je to, no. Še ena grška, mislim, da bo v redu. Rezanci so bili ful dobri, zdaj pa še sladica iz kozarčka, tak čokoladen, piškoten mus. Smo mislili iti na sprehod sam tlele do enega bližnjega zaselka, pa se pa od ceste en kolovoz odcepil, pa so rekla, da bo pogledala, kam gre, in gre ful lepa pot, sploh se ne konča, tako da očitno bo to naš sprehod. Res je lepo. Danes sva sicer mislila iti hoditi na tisti vulkan, oziroma smo hoteli iti, ampak je bilo zjutraj oblačno, tako da bomo šli raje jutri. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo jutri na vulkanu, upam, da. Ja.